Moje ime je Nino Kolarevič, sem voditelj in glavni urednik prvega slovenskega holističnega portala holist.eu. V tokratnem videu bom spregovoril o tem, kaj medicina sploh ve o COVID-19. V medijih, na družbenih omrežjih, tam obstaja stroga cenzura, skladno pa s smernicami predstavljene na dogodku Event 201, ki se je odvijal lani novembra v New Yorku. Na tej sliki lahko vidimo, kdo so bili sponzorji tega dogodka. O tej cenzuri so pred nekaj dnevi spregovorili trije hrvaški vrhunski znanstveniki, sicer virolog in mikrobiolog Srečko Sladovljev, univerzitetni profesor kemije Valerije Vrček in doktorica Lidija Gajski. Njej so zaradi njega nestrinjanja z ukrepi že pred meseci odzeli zdravniško licenco. Vse to dogajanje je namreč nasprotju z ustavo in zakonom o medijih. In včeraj so v Zagrebu potekale množične demonstracije proti tem ukrepom. Hrvaški minister zdravstva dr. Beroš, ki je po strogi virolog, on je znan tudi po tem, da je pred meseci v Hrvaškem saboru pošteno izjavil, da bolniki niso umrli zaradi COVID-a, temveč s COVID-om. Vendar je to manifestacijo označil za neznanstveni zbor ljudi. Tudi ali je to res? Pa si oglejmo, kaj ti vrli virologi sploh vedo o tem virusu. Odkar se je v kitajskem Wuhanu pojavil domnevno nov koronavirus, vsi epidemiologi, infektologi in virologi prebirajo do zdaj objavljeno literaturo glede te nove bolezni. Vendar to počno preveč površno. Kajti v nasprotnem primeru bi lahko opazili, da dokazi o obstoju tega novega virusa stojijo na majavih nogah. Kajti ta ni bil nikdar izoliran. Kakorkoli že, simptomi bolezni na Kitajskem so bili kašelj, vnetje grla, povišana temperatura in dostikrat še oteženo dihanje. Zato so številne bolnike morali priključiti na ventilatorje. Na tem mestu moram pojasniti razliko med ventilatorjem in respiratorjem. Prvi je tista naprava, ki diha na mesto bolnika, ko je ta uspavan. Torej uporablja se pri operacijah. Respirator pa uporablja medicinsko osebje, da se zaščiti pred okužbo, oziroma da pred okužbo zaščiti pacienta. Znanstveniki so videli, da je ta nova bolezen nevarna predvsem za starejšo populacijo, tisto na 60 let. Največ žrtev pa je imelo že pred tem kako sistemsko bolezen, diabetes, srčno-žilne bolezni, rak in tako dalje. Mlajše osebe, predvsem otroci, pa niso bolevali. Kitajci so tudi poročali, da kadilci teže prenašajo to bolezen, kasneje pa so od drugod poročali, da kadilci verjetno bolje prenašajo COVID. Potem je nastala tu še zmeda glede nošenja mask, nositi ali ne nositi. Medtem so znanstveniki iskali primerna zdravila, priporočili so naslednja. Remdesivir, ki je bil narejen za zdravljenje ebole, vendar so ga zaradi hujših stranskih učinkov in neučinkovitosti umaknili iz prodaje. Zdaj pa je Trump odkupil celotno proizvodnjo tega podjetja. Potem sta tu še lopinavir in ritonavir, te dve zdravili se uporabljate za zdravljenje AIDS-a in neka vrsta kemoterapije. Potem poznani klorokin oziroma hidroksiklorokin, obe zdravili se uporabljajo za zdravljenje malarije. Uporablja pa se še kortizol, interferon in seveda močni antibiotiki. Vendar ta zdravila niso preveč uspešna in nekatera so zdravijo tudi zelo, zelo nevarno. Pred kratkim pa so v Rusiji objavili, da so že izdelali prvo uspešno cepivo proti COVID-u. Tudi drugi proizvajalci naj bi bili blizu tega cilja. Ves svet pač od cepiva pričakuje odrešitev. Vendar je to upanje prenagljeno. Cepivo proti sezonski gripi je že močno uveljavljeno. Na začetku sezone znanstveniki preverijo, kateri sev gripe se nahaja v vzorcu in na podlagi tega morajo pogostokrat izdelati novo cepivo. Uspešnost cepljenja proti gripi je v razponu 30–70%, vendar zdravstvene oblasti, ki objavljajo omenjeno uspešnost cepiva, zamolčijo zelo pomembno dejstvo.
koliko odstotkov ljudi, ki se niso cepili, so ali pa niso zboleli za gripo. Torej nam tak podatek ne pove kaj dosti. Meni osebno pa se zdi, da je to cepivo popolnoma neuspešno. Pokladam vsi ti podatki o uspešnosti cepiva proti sezonski gripi prihajajo iz ZDA. Toda nemški Kochov inštitut spremlja cepljenje proti gripi v Nemčiji in tu so njihove ugotovitve. V obdobju 2013-2019 je bilo cepivo pri populaciji nad 60 let uspešno zgolj 10%. V zadnjih 3 letih pa so opazili, da so osebe, ki so se cepile, imele več možnosti, da zbolijo za gripo. Eden najglasnejših zagovornikov vseh cepljenj je Bill Gates. Toda po izpovedi njegovega družinskega zdravnika svojih otrok ni dal nikdar cepiti. Toliko o cepivih. Zavedati se je treba, da Naprimer, ni našla cepiva proti virusni pljučnici, proti HIV-u ali pa proti SARS-CoV-1. Potem je tu še problem s testiranjem. Za PCR teste je znano, da so nezanesljivi, pa tudi da izumitelj te metode, Kary Mullis, odločno nasprotoval, da bi se njegovo metodo lahko uporabljala za test na katerikoli virus, saj ta metoda ni namenjena temu. Ameriška agencija za zdravila tega testa ne priznava. Le letos je test dobil začasno dovoljenje, pač zaradi te COVID krize. Proizvajalci teh testov imajo na nalepki napisano, da se ta test lahko uporablja zgolj v raziskovalne namene. Znanstveniki očitno niso več prepričani, da imamo opravka z novim koronavirusom, kajti zdi se, da se ta virus obnaša povsem drugače, kot je to značilno za ostale koronaviruse. Spomnimo, da je podobnost zgolj 80%. Nekateri znanstveniki pa celo pravijo, da so to eksozomi. Saj so lahko sami ugotovili, da na fotografijah, ki so nastali pod elektronskim mikroskopom, vidijo eksozome in ne nek nov virus. Na levi strani vidite eksozome v celici in izven celice, na desni strani pa tako imenovan novi koronavirus znotraj in izven celice. Poleg tega imata tudi druge značilnosti, skupne značilnosti, in sicer obliko, velikost in oboji uporabljajo receptorje AC2. Zdi, da to sploh ni relevantno, ali je virus ali je eksozom. Virologi so napovedovali, da bo virus poleti tako oslabel, da bodo težave z njim za nekaj časa prenehale, lahko pa da bomo jeseni doživeli nov val epidemije. Toda po krajšem zatišju v začetku poletja so stvari šle v drugo smer. Okužbe proti koncu poletja naraščajo, kar pa ne velja za število smrtnih primerov. In to je še ena nova enigma tega čudežnega virusa. Virologi na to nimajo zadovoljivega odgovora in to pripisujejo pač ukinitvi strogih restrikcij. Osnova virologije pravi, da ko se človek enkrat okuži z nekim virusom, potem nanj pridobi imunost. Obstaja 5 vrst protiteles, ki naj bi se razvila po okužbi. Tu imamo IgM ali imunoglobulin M, ta nastane takoj po okužbi, potem imamo še IgG, ki se pojavi po 2 tednih in prične rasti, kasneje pa se rast stabilizira in v organizmu ostane dolgo časa, lahko tudi celo življenje. Znanstveniki so za vse te vrste in podvrste teh protiteles razvili teste. Opazili pa so, v primeru COVID-a, da ta protitelesca po nekaj mesecih očitno izginejo. In to je še zadnje poročilo iz Hongkonga, ki je alarmantno. Človek, ki je pred 3 meseci zbolel za COVID-om in je bolezen prebolel, se je zopet okužil. Kaj to pomeni? To pomeni, da ta teorija, da človek po okužbi razvije imunost na virus, v tem primeru ne drži. In to je slab obet za bodoča zdravila. Spet nova uganka za virologe. Moja razlaga je sledeča. Ker znanstveniki v bistvu ne vedo, s čim imajo opravka, s čim se konkretno ukvarjajo,
posledično niso sposobni podati kakršnih koli relevantnih zaključkov. Poglejmo, kateri strokovnjaki so na čelu nekaterih nacionalnih štabov za preprečevanje širjenja bolezni. V ZDA je to znanstvena megazvezda Anthony Fauci. On je v začetku 80-ih prevzel vodenje vojskovanja proti HIV-u, to je še ena vojna, in to iz rok Roberta Gala, ki je tudi odkril ta virus skupaj z Montanjem. Nacionalni inštitut je prevzel leta 1984 in ga vodi še do danes. Vmes je služil 6 različnim ameriškim predsednikom. Čeprav že dolgo jasno, da HIV vsekakor ne more povzročiti jajca, je Fauci celotno kariero zgradil prav na tej bolezni. Na zaslišanju pred kongresnim odborom je zanikal, da je on uvedel lockdown. Odgovornost je preložil na medije in na druge, ki so si po svoje interpretirali njegovo razmišljanje, saj kot sam pravi, on ne more napovedati razvoj dogodkov s tem glede tega virusa, on ima zgolj svoje mnenje, kaj pa počnejo odgovorni politiki, pa ni njegova stvar. Trump se je sicer tudi dokaj hitro od njega distanciral, se z njim v družbi ne pojavlja več v javnosti. Grozljiva je Fauciova napoved izpred nekaj mesecev, da se ljudje nikdar več ne bomo rokovali. V Sloveniji je vodja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, moj gimnazijski sošolec, dr. Milan Krek. Njega so na obali poznali bolj pod nazivom dr. Metadon, saj se je večino poklicne kariere ukvarjal z narkomanijo. V tem obdobju je v javnosti večkrat podal izjave, ki niso bile podprte z znanstvenimi dejstvi. Spomladi je pa napovedal, da če se ne bomo držali ukrepov, bomo imeli 90 tisoč smrtnih žrtev. Zakaj so ga tik pred upokojitvijo postavili na čelo te ustanove, ve le Janez Janša. In vsi mi moramo slediti priporočilom takim velikim strokovnjakom. To je v bistvu smešno, pa tudi tragično. Poleg Svetovne zdravstvene organizacije, državnih epidemiologov ter seveda politike, so mediji tisti, ki vsakodnevno širijo strah, preplah, paniko pred koronom. V slovenskih medijih nisem nikdar zasledil predstavitev drugače misli o epidemiji, torej zdravnikov ali znanstvenikov. Mogoče je to tudi zaradi tega, ker pri nas pač takih ljudi nimamo. To lahko bi predstavili mnenja tujih strokovnjakov, vendar tega ne počno. Torej, to je zelo enostranski prikaz celotne zadeve. Naprimer, v Nemčiji so še med karanteno ljudje po vseh večjih mestih so se udeleževali protestov proti tem izrednim ukrepom. Kajti nemško ustavno sodišče je razsodilo, da ima ljudstvo pravico do javnega zbiranja tudi med izrednimi ukrepi. Zdaj so se ti protesti skoncentrirali predvsem v Berlin in prejšnji vikend si jih je udeležilo desetine tisoče ljudi. Tokrat so naši mediji o tem poročali, udeležence pa so pomenljivo značili za pristaše teorije zarote. Čeprav v resnici imamo popravka s teorijo zarote, vendar strani oblasti. Niso pa govorili o tem, da se velika množica teh ljudi demonstracij udeležuje zaradi izgube delovnih mest kot posledica teh ukrepov. So se pa naši mediji dostikrat tudi ponorčevali z nekaterimi predsedniki, recimo Trump z Bolsonarom iz Brazilije ali Lukašenko iz Belorusije, ker ti niso spremljali razširjenih dogm o smrtonosnem virusu, ki naj bi ogrožal naš obstoj. In politiki, v glavnem vsem politikom tako izredno stanje odgovarja, saj je njihova oblast zdaj dosti močnejša, kot bi sicer lahko bila. Za nekatere pa je to tudi priložnost za zaslužek. Recimo, ko so gospodarskega ministra Počivalška ujeli, kako je s svojim vplivom hotel zagotoviti posel z ventilatorji svojim prijateljem, je bila njegova edina obramba ta, da je pač želel preprečiti smrt mnogim sodržavljanom. Lojze Peterle pa je hotel svoji domovini pomagati tako, da bi svojih hčeri, ki je šele zajadrala v poslovne vode, omogočil prvi večji zaslužek. To so te pravi domoljubi. In še vic izpred nekaj tednov, vrača se Jelko Cakrka, biče frka. Mediji so poročali, da je Kacin izpraznil bazen na svojem vikendu na Krku
Kajti očitno so Janševi vojščaki že prej vedeli, da se bo meja s Hrvaško zaprla, seveda, ko se bodo ti vrnili z dopustov. Moramo vedeti, da ima Hrvaška na milijon prebivalcev dosti manj umrlih za COVID-om kot Slovenija. V skupnem številu jih imajo zgolj nekaj, čez 40 umrlih več. Toda, kaj pa pomeni to, da imajo pri njih toliko več pozitivnih na virus? Naredili bomo eno primerjavo. Imamo 1 uro časa v določenem gozdu, naberemo brusnice. In uspelo nam jih je nabrati recimo 1 liter. Če bi ta isti gozd brusnice šli nabirati še 4 ljudje, tudi samo za 1 uro, bi verjetno vsak od njih prav tako nabral 1 liter brusnic. Torej to ne pomeni, da je zdaj zaradi tega v gozdu več brusnic. Prav nasprotno, manj jih je. In če bi v ta gozd šlo nabirati brusnice še nekaj oseb, ki pa brusnic ne poznajo, se pravi jih ne prepoznajo, niti namesto tega naberejo gozdne jagode, to ne zviša količino brusnic. Jagode so v tem primeru sinonim za lažno pozitivne na PCR test, kar je tudi znano dejstvo. Epidemiologi se lahko pri svojih napovedih uštevajo in to zelo, zelo močno, tudi za 10-krat ali več. Eden najbolj eminentnih strokovnjakov z tega področja je dr. Neil Ferguson z Imperial College v Londonu. Njega posluša ves svet. Toda ta tako čislen strokovnjak se vse skozi moti. Naprimer, za Švedsko, ki ni uvedla strogih ukrepov, je za obdobje do 1. maja napovedal 40.000 smrtnih žrtev. Do julija pa že 100.000. Ta država ima do zdaj 5.821 umrlih, kar je primerljivo s Švico, ki pa je imela stroge ukrepe. Povprečna starost umrlih na Švedskem je bila 82 let in 2/3 od teh so umrli v domovih za ostarele. Za Veliko Britanijo pa je napovedal, če ne bi uvedla ukrepe, 500.000 mrtvih. Za Združene države pa 2 milijona. Take kataklizmične napovedi je imel že v preteklosti in sicer za ptičjo gripo napovedal, da bo z njo v svetu umrlo 150 milijonov ljudi, na koncu jih je do leta 2009 umrlo 282. Toda, zdi se, da takim strokovnjakom vedno pogledajo skozi prste, če s številkami pretirjavajo navzgor. Toda Bog ne daj, da napovedal premalo žrtev. In to se je prav zgodilo za Nobelovim nagrajencem Michael Levitom. Ta je tem napovedim Fergusona oporekal. S tem si je nakopal gnev in ignoriranje strani uglednih medijev. On je do svojih zaključkov prišel najprej na podlagi ladje Diamond Princess, kjer se kakih 700 potnikov, več kot 3000 potnikov in članov posadke okužilo s tem virusom. V obdobju kakih 2 mesecev je umrlo 14 potnikov. Njihova povprečna starost je bila 71 let, polovica njih je imela hude druge zdravstvene težave, visok pritisk, diabetes, srčno-žilne bolezni in rak. Torej, noben od posadke pa ni bil niti okužen, niti ni zbolel. Ker razjasniti problematiko o tem virusu so pripomogli tudi podatki, ki so prihajali strani 2 letalonosilk in ene letenišnice iz ZDA. Francoska letalonosilka Charles de Gaulle je imela 1046 okuženih mornarjev, nihče ni umrl. Ameriška Theodore Roosevelt je imela 969 okuženih mornarjev, eden je kasneje res umrl, nič pa ni bilo znanega, nič ni znanega v njegovem prejšnjem zdravstvenem stanju. Potem je tu še zapor v Tennesseeju, imeli so 1349 okuženih jetnikov, le 2 sta imela simptome bolezni. Seveda je tu potem še Švedska, ki ni uvedla karantene. Na tem grafu vidimo primerjavo med zvezno državo New York in Švedsko. V New Yorku je bila smrtnost na milijon prebivalcev od COVID-a 1670. Na Švedskem, kjer pa ni bilo takih ukrepov, moramo vedeti, da so v New Yorku veljale stroge omejitve, pa je bilo 649 umrlih na milijon prebivalcev.
kaj ti podatki povejo, bo treba še pojasniti. Potem imamo tu graf Švedske, ki ga je napovedal preomenjeni dr. Michael Levitt. On je napovedal, da bo po tem piku, ki je nastal tam na sredini pomladi, da bo začel padati tako število okužb kot tudi umrlih. In imel je prav. Zakaj? On pravi, da ko virus doseže oziroma ko okuži 15 do 20% populacije, potem njegova aktivnost usahne. Ta znanstvenik je tudi dokazal, da uvedba karantene celotne populacije ni opravičljiva. Tu pa še graf, ki prikazuje število umrlih od respiratornih bolezni na Škotskem, in sicer modra krivulja prikazuje smrtnost od te bolezni v sezoni 1999-2000, rdeča pa kaže smrtnost zaradi COVID-a letos. Vidite kakšno veliko razliko? Kje ni? Moramo vedeti, da v svetu vsako leto umre prek 60 milijonov ljudi. In če je do zdaj umrlo 800 tisoč ljudi od korone, to predstavlja zgolj 1,3% vseh umrlih. Glede na to, da še ni konec leta, lahko pričakujemo še 200 tisoč žrtev COVID-a, kar bo sicer ta procent nekoliko zvišalo, recimo na 1,6. In ker je povprečna dnevna smrtnost v svetu 150 tisoč ljudi, to predstavlja zgolj dodaten teden, oziroma en dan manj, kajti letos je bilo prestopno leto. Statistika torej pravi, da bi človek v povprečju umrl en teden prej. Menim, da bi vsak dedek ali babica želela umreti en teden prej, da bi se lahko družila s svojimi otroki in vnuki. Na tej sliki lahko vidimo podatke iz Združenih držav Amerike od začetka marca do konca julija. Prvi pik okužbe je bil dosežen sredi aprila, drugi pa konec julija. Od COVID-a naj bi v tem obdobju umrlo 145 tisoč oseb. Smrtnost je bila 3,5%. Vendar ta smrtnost ne sledi grafu najdenih okužb. Kot vidimo, v tem obdobju v Ameriki umrlo 1,7 milijona ljudi, smrtnost COVID-a pa v skupnem številu predstavlja 8,55%. In zdaj se oglejmo še situacijo pri nas. V Sloveniji v povprečju vsako leto umre prek 20 tisoč oseb, kar je na mesec približno 1660 oseb ali 55 ljudi na dan. V obdobju 2018-2019 je od gripe umrlo prek 160 Slovencev. Opravili smo preko 150 tisoč testiranj, to je približno 7,5% celotne populacije. Od tega je bilo 2686 okuženih, to je predstavlja 1,8% testiranih. Umrlo je 128 ljudi, torej od teh okuženih to predstavlja smrtnost 4,8%, kar je nadpovprečno glede situacije v svetu. Povprečna starost umrlih pa je bila 80,5 leta. To so številke in če bi testirali celotno prebivalstvo, bi moralo biti število vseh okuženih 36 tisoč in število umrlih 1664. Torej vidimo, da v tem primeru bi bila smrtnost zaradi COVID-a zgolj 0,37. O tem, kako uradna statistika kaže dosti več žrtev COVID-a, kot je to v resnici, sem že povedal. Na televiziji pa sem zadnjič poslušal izjavo nekega mlajšega Američana, da so pred božičem njegovega očeta, ki je imel terminalni rak, iz bolnišnice poslali domov, saj mu ni bilo več pomoči. 6 mesecev kasneje je umrl na svojem domu, medtem ni niti enkrat šel v bolnico. Kljub temu so v Ameriški list zapisali, da je umrl od korone. Dogaja se tudi, da če se človek hudo ponesreči v prometni nesreči in ga potem zdravijo v bolnišnici, ter tam kasneje umre, se kot vzrok smrti navede, da je umrl od COVID-a, če je bil test nanj pozitiven.
Menim, da v večini primerov temu ni tako. Toda srbski virolog Kamenov je to pojasnil takole. Lahko da nekdo umre iz drugih razlogov, toda če je bil okužen, je ta virus lahko smrt pospešil, kajti o njem še premalo vemo. Ok, dokaj je logična razlaga, čeprav sem osebno drugačnega mnenja. Vsega tega je evidentno, da je resnična številka umrlih za COVID-om močno pretirana in verjetno ne presega števila umrlih od gripe. In zakaj toliko ljudi umre na ventilatorjih? Ameriški podatki pravijo, od 40-80% vseh bolnikov za COVID-om so dali na ventilatorje in da je kar 9 od 10 pacientov, ki so bili priklopljeni na ventilator, umrlo. Znano je, da britanski premier Johnson zatrjeval, da je COVID preživel zgolj zaradi tega, ker ni dopustil, da ga priklopijo na ventilator. Prej omenjeni dr. Kamenov to razlaga na naslednji način. Pri starih osebah se kirurgi le težko odločijo za neko operacijo, če seveda to ne rešuje življenja, trenutno, se pravi, da ni v smrtni nevarnosti, predvsem, če so ti bolni, kajti narkoza v takem primeru je smrtno nevarna. Je pa tudi nujna uporaba ventilatorjev. In če se ostarelega bolnika, okuženega s COVID-om, ki ima slabe žile in še kako drugo kronično bolezen priključi na ventilator, lahko pride do hudih poškodb žil, predvsem tistih v pljučih. Zato so verjetno zdravniki govorili o tem, da takih poškodb pljuč še niso nikdar videli v svoji poklicni karieri. Vendar tu gre za poškodbe, ki so nastale prav zaradi uporabe ventilatorja. Ostareli osebi, ki peša srce, zdravniki ne bodo opravili transplantacije srca. Kajti pomembnejše je reševati življenje mladim. Kajti oni bodo z darovanim srcem dosti dalje živeli. In to vedo vsi zdravniki. Zaključek. Ta pandemija pušča težke socialne in ekonomske posledice. Japonska je imela za 80% negativno gospodarsko rast, Velika Britanija 20%, Nemčija 10% in Slovenija je tudi tu nekje. Nezaposlenost se veča. Porast samomora je zaznan povsod po svetu, kot tudi nasilje v družini. Če se nezaposlenost zviša za 1%, tako pravijo sociologi, se za tak odstotek zviša tudi število samomorov. Toda ustrahovanje se nadaljuje. Večina umrlih za COVID-om bi verjetno tako ali tako umrla, pa naj se sliši to še tako kruto. Zakaj mora zaradi tega trpeti mlajša populacija, otroci, dela sposobni ljudje, ki starejšim zagotavljajo pokojnino? Naj dam en primer. V svetu v prometnih nesrečah umre vsaj 1,3 milijone ljudi. Zakaj potem ne omejimo hitrost avtomobilov na 20 ali 30 km/h? Zakaj proizvajajo avtomobile, ki dosežejo 150, 200, 250 km/h? Če pa je najvišja dovoljena hitrost kjerkoli na tem svetu tam okrog 130 km/h. Seveda razen v Nemčiji, pa še tam je to pogojno. V takem primeru bi prihranili vsaj 1 milijon ljudi. Torej, človeštvo vedno tehta pozitivne in negativne stvari. Išče to ravnotežje, kaj se bolj splača. Vemo, da ljudje umirajo od raznih stvari in mi ne moramo preprečiti teh smrti. Še nikdar nikomor ni to uspelo in tudi nikdar nikomor ne bo. To, da vedno iščemo tisti balans, kaj se splača, kaj se ne splača, in tu je naš razum govori. In kot vidimo v tem COVID-u, je to skregano z razumom. Če pogledate te številke, so daleč od tega, da bi bile alarmantne, da bi se morali počutiti ogrožene. Ogroženi smo toliko, kot če gremo na cesto, pa pade strešnik na našo glavo. To se ne da preprečiti. In še nekaj glede testiranj. Glede na to, da nov koronavirus ni bil izoliran, obstaja velika možnost, da se pri testiranju nanj pokaže okužba z enim drugim virusom iz družine korona, kar je tudi znano dejstvo. Da o zanesljivosti testa sploh ne govorimo. Primer, v New Yorku je potekal Cincinnati turnir
in 2 tenisačema so prepovedali nastop, ker naj bi njun fizioterapeut bil pozitivna korona. Po 2. ali 3. testu pa je bil človek negativen. Ali pa na 2. turnirju, US Open, je guverner države zahteval, da se francoskemu igralcu prepove nastop, kajti njegov teniški kolega je bil na testu pozitiven. To me spominja na dogodke izpred kakih 20 let, ko je nek temnopolti Američan bil okužen z virusom HIV. In ta možakar je bil zelo spolno aktiven, kljub temu, da je vedel, da je okužen. In o tem se je celo hvalil prijateljem. Nato pa ga je policija aretirala in pristavila pred sodnikom. Tam mu je prisodil 12 let zapora. Ker pa je imel spolne odnose tudi z neko mladoletnim dekletom, si je prislužil še 3 dodatna leta. Sicer je znano, da ženska preko spolnih odnosov le težko se okuži z HIV-om. Pravijo, da bi morali imeti kakih 500 spolnih kontaktov z okuženo osebo. Skratka, ta možakar v celem tem času ni nikdar zbolel za AIDS-om. Čeprav je vedno na vsakem testu pokazal, da ima HIV. Pa tudi nobena od žensk, s katerimi je spal, ni zbolela z AIDS-om. Ni pa znano, ali se katero od njih zaradi tega okužila. Verjetno ne. Mogoče nas v bližnji prihodnosti tudi to še čaka, da nas bodo zaprli, če bomo imeli kakršnekoli tesnejše kontakte z ljudmi, če bomo seveda bili pozitivni na COVID. In še nekaj. Nova Zelandija je spomladi slovela kot država, ki je odlično opravila izpit glede COVID-a. To je sicer nekako čudno, kajti tam so imeli še poletje. Tam je število okužb padalo. Kljub temu se je ta otoška država izolirala. Po nekaj mesecih pa se je število okužb pričelo strmo naraščati. Kako to, če je bil vstop tujcem prepovedan? Lahko pa da se odgovor nahaja v najnovejši študiji, ki se opravi na Oxfordski univerzi. Zdi se, da PCR testi zaznajo tudi že mrtve viruse, ostanke ali nekaj podobnega. Še en čudež od tega virusa, verjetno bomo še veliko srečali. Torej, vsi virologi pravijo, da COVID in gripa nista isti bolezni, lahko da je COVID bolj nalezljiv, to da otroci, mladostniki od njega ne umirajo, medtem ko za gripo vemo, da je ne davek tudi v tej populaciji. Obstajajo tudi dokazi, da se starejše osebe od otrok ne morejo nalesti, kar v primeru gripe ne velja. Kljub temu otroke silijo, da v šoli nosijo maske. Vsako leto po svetu od gripe umrejo več 100 tisoč ljudi, bojda se z njo okuži okrog milijardo ljudi. Umirajo tudi tisti, ki so se cepili. Po drugi strani pa sta si COVID in gripa zelo podobna. Kako? V populaciji plus 85 let ta populacija predstavlja 50% vseh smrtnih žrtev tako COVID-a kot gripe. Populacija mlajša od 65 let pa predstavlja zgolj 10% smrtnosti. Z gotovostjo lahko trdim, da če bi v tem času ljudi testirali na virus influence, bi zaznali veliko okužb. Še nekaj o maskah. Nošenje maske je škodljivo za zdravje, ne glede na to, da nekateri pulmologi trdijo nasprotno. Sam vem, če grem v trgovino, moram nositi tisto masko, težko diham, vrata mi vroče in tako dalje. Neprijeten občutek. Kako škodljiva so šele razkožila? Opazil sem, da si ljudje okoli mene z veliko vnemo razkožujejo roke. Kot da imajo opravka s sveto vodo, ki jim bo oprala vse grehe. Američani so pred 2 letoma prepovedali uporabo dezinfekcijskih mil. Prvič zaradi tega, ker niso kaj dosti učinkovitejše od navadnega mila, poleg tega pa dodatno slabša učinkovitost antibiotikov, kajti bakterije razvijajo, se prilagajajo tem strupom. Vse to je tudi znanstveno dokazano. Zdrav človek ne more zboleti od nobene bakterije ali virusa. Toda strupi, ki se nahajajo povsod okoli nas, so tisti faktor, ki povzroča bolezen. Razkožila, kozmetika, farmacevtska zdravila, vse to so umetne tvorbe, ki naravi niso poznane. In to
in tu vključujem tudi cepiva. Vemo, da starejša generacija jemlje veliko zdravil za lajšanje simptomov v bolezni. Nima pa zdravil, ki bi človeka pozdravila. Visok krvni tlak, povišan holesterol, povišan sladkor krvi so le simptomi bolezni. Vzrok pa je nezdrava prehrana, premalo telesne aktivnosti, stres in nezdrav življenjski slog. Tudi je znano, da strah močno slabi imunski sistem. In v tej nori s covidom so mnogi močno prestrašeni. In večina teh, ki so umrli, so se pitali s temi strupenimi zdravili. Ali veste, da Rockefeller, ustanovitelj te alopatske medicine, sam ni nikdar vzel katerokoli zdravilo? Zavedati se je treba, da je bruto družbeni produkt celega sveta padel za kakih 8%. Da se revščina in lakota še poveča, da propadajo restauracije, bifeji, hoteli, trgovine, obrti in tako dalje. Je pa res, da velikim korporacijam, ki se ukvarjajo z digitalno tehnologijo in uslugami, to zelo ustreza. In prav ta podjetja pobirajo velikanske dobičke. Amazon, eBay, Microsoft, Facebook, Google. Apple pa je prvo podjetje na svetu, katerega vrednost je dosegla 2000 milijard dolarjev. Vemo pa tudi, kakšno moč imajo ta podjetja v politiki in v svetu nasplošno. V tem prikazu sem strnil vse tisto, kar znanost ve oziroma ne ve o tej novi bolezni. Predstavil sem glavne akterje te krize in podal nekaj statističnih podatkov. Naj zaključim z ugotovitvami, kako nevaren je ta virus za večino svetovne populacije in iz tega si sami ustvarite svoje mnenje. V naslednjem videu pa bom spregovoril o tem, kako se pod krinko pandemije lahko rodi nov fašizem v svetu. Hvala, do naslednjič.